prav lep pozdrav tudi v mojem imenu, spoštovano predsedstvo, ki bo danes vodilo to naše dogajanje. Z veseljem najprej med nami pozdravljam visoke goste, in sicer gospoda Mitjo Bervarja, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, ki je danes prvič tukaj z nami. Gospod predsednik, lep pozdrav. Nadalje lep pozdrav tudi magister Dejanu Židanu, predsedniku odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje. Gospod Židan, lep pozdrav. Nadalje lepo pozdravljam gospoda Pjera Boskoja, predstavnika Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije. Lep pozdrav. Z veseljem pozdravljam tudi mojega predsednika v Bruslu, Evropskega združenja kmetijskih zadrug Cogeca, gospoda Kristjana Pesa, ki je prvič tukaj z nami v Sloveniji. Lep pozdrav, Kristjan. Nadalje lep pozdrav dr. Martini Bavec, ki bo danes tukaj tudi povedala veliko zanimivega okoli nove kmetijske politike. Lepo pozdravljena. Lep pozdrav tukaj tudi poslancu Državnega zbora Republike Slovenije, gospodu Francu Pukšiču. Seveda prav lepo pozdravljam našega dolgoletnega zadružnika in pa tudi aktualnega predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospoda Cvetka Zupančiča. Z nami so tudi naši dolgoletni prijatelji z bivših držav, bivše Jugoslavije, na čelu z gospodi iz Srbije, Rade Jovanov, Rade, da te pozdravimo. Gospod Nikola, kje je, ne vidim ga, gospod Nikola iz Beograda, gospa Vedrana, predsednica iz Zagreba in pa gospodje iz Makedonije s predsednikom na čelu, pa ne vidim kje, evo, tako. Tako da en lep del Evrope skupaj tukaj v tem zadružnem duhu. Z nami je tudi iz gospodarske zbornice gospod Andrej Fridl, ampak ga še nisem imel priliko opaziti, kje je, mogoče napisali so mi, ampak verjetno se je nekje skril. Tako lep pozdrav vsem skupaj, tudi ostalim visokim gostom iz tujine, lep pozdrav tudi predstavnikom medijev, ki so danes tukaj v lepem številu zbrani, kar se mi zdi zelo pomembno, da to, kaj se tukaj dogaja, ni samo med nami, ampak da se tudi širše prenese v ta širši slovenski prostor. Žal moram danes opravičiti predsednika države, gospoda Boruta Pahorja, s katerim smo bili že pred časom dogovorjeni, da bo danes z nami tukaj. Nujno je moral na obisk na Japonsko. Imamo pa v našem podeželju.si en lep intervju z našim predsednikom. Menda je to prvi intervju, ki ga je, odkar je predsednik dal za medije, tako da smo zelo počaščeni, torej lahko si potem vzamete in pogledate tudi ta intervju. Ta letošnji posvet se dogaja ravno v tem času, ko smo najbolj v teh pogajanjih glede tega, kakšna bo ta naša skupna evropska kmetijska politika. To je za nas seveda izjemnega pomena, saj je 60% dohodka slovenskih kmetij tisto, bi rekel, kar daje slovenskemu kmetu preživetje. Torej, če bi prišlo do kakšnega bistvenega zmanjševanja tega denarja, bi bilo slovensko kmetijstvo tudi resno ogroženo. Poleg tega, da se na tej slovenski ravni veliko pogovarjamo na raznih posvetih okoli te nove kmetijske politike, so seveda izjemno pomembna tudi dogajanja na evropski ravni. Ne samo pomembna, ampak ključna. Kot predstavnik nevladnih organizacij sem bil v mesecu februarju na dveh pomembnih dogodkih, in sicer prvi dogodek je bil v Bruslu, kjer se nas je zbralo v okviru COPE in Cogece blizu 500 predstavnikov evropskih kmetijskih nevladnih organizacij. To je bilo v sredo, v četrtek in petek so potem imeli srečanje pa predsedniki vlad vseh držav Evropske unije. In tam smo v okviru COPE Cogece dali jasna sporočila komisiji, da nikakor ne dopuščamo možnosti, da bi se kmetijski proračun kaj bistveno zmanjševal. Verjetno nekaj procentov manjši verjetno bo, vendar pa opozarjamo celotno evropsko javnost, da ne sme se zgoditi to, da bi evropske kmetije propadale. To bi namreč lahko povzročilo to, kar je po drugi svetovni vojni že bilo, da je primanjkovalo hrane, in to mislim, da se Evropa nekako ne more dovoliti. No, drug pomemben dogodek je bil pa tudi v mesecu februarju v Dublinu na Irskem,
Irska je namreč zdaj predsedujoča Evropski uniji in vedno je prilika, da takrat, ko je neka država predsedujoča, tudi v okviru Kope Cogeca, ponavadi nas povabi in tudi z veseljem seveda gremo in smo ponovno tam tudi v širšem krogu obravnavali to skupno kmetijsko problematiko in seveda tu moram povedati, da je tudi naš predsednik, gospod Kristjan Pes, izjemno aktiven na tem področju, vidva sva prej že kot podpredsednika aktivno sodelovala tudi in tudi zdaj in sve sem še enkrat povem, da sem izjemno vesel, da je danes tukaj z nami. Gospod Kristjan je izjemen poznavalec evropskega in pa seveda tudi predvsem kmetijstva, kaj se dogaja tudi v francoskem prostoru in te njegove izkušnje bodo tudi danes tukaj povedane za nas izjemno dragocene. Kakšna bo seveda ta naša kmetijska politika do leta 2020, seveda ni odvisno samo od nas. Treba je vedeti, da je kriza ne samo v Sloveniji, posod po Evropi, posod po svetu, brezposelnost je vedno večja, denarja je vedno manj in seveda treba se za vsako stvar zelo, zelo močno izboriti. Vedno znova poudarjamo tukaj pomembno vlogo zadrug. Seveda mi v slovenskem prostoru lahko rečemo, smo lahko zadovoljni, da imamo dva močna nevladna kmetijska sistema, ki lahko rečemo, da uspešno delata, tako zadružni sistem, ki ima, lani smo praznovali 140-letno tradicijo delovanja zadružništva na Slovenskem, od leta 2000 pa imamo tudi kmetijsko-gozdarsko zbornico, ki lahko rečemo, da prek svojih kmetijsko-gozdarskih zavodov in svetovalne službe tudi opravlja izjemno pomembno poslanstvo. Pomembno je to, da tudi v tem okviru, da nevladne organizacije dobro sodelujemo in to je garancija slovenskemu kmetijstvu, da bomo preživeli in da se bomo uspešno zoperstavljali vsem preprekam v tem prostoru, tako tukaj v Sloveniji kot tudi v tujini. Mi smo v tem mesecu, torej v mesecu januarju in februarju smo že kot zadružna zveza imeli ta regijska izobraževanja. Res sem vesel, da ste se v zelo velikem številu, bolj kot kadarkoli prej, spoštovani člani upravnih nadzornih odborov, udeležili teh naših regijskih posvetov. Kakor ste videli, smo letos povabili k sodelovanju tudi Zavod za gozdove. Danes bomo tukaj tudi podpisali eno pismo o sodelovanju, bova podpisala z direktorjem Zavoda za gozdove. To je neko področje, ki smo ga dolgo leta kar malo zapostavljali. Skoraj ni kmetije tukaj med nami, da ne bi imel gozda, ne? Ampak res pa je, ko pa malo razmislim, da z gozdom premalo umno gospodarimo in to tudi, ko sem hodil po teh posvetih in nekako poslušal to, kaj so predstavniki Zavoda za gozdove povedali, smo videli, da so tu velike rezerve. Velike rezerve na eni strani, kar se tiče same energije. Vsi se zdaj pogovarjamo, na kak način bi pridobivali energijo. A res moramo mi energijo voziti 50 000 kilometrov daleč. Po naših gozdovih pa vidimo, koliko lesne mase propada in tu se moramo bolje organizirati in tu je seveda lahko izjemno pomembna vloga zadrug. Seveda pa je treba vedeti, da te stvari potegnejo za seboj investicije in seveda tu bilo prav, da tudi iz tega kmetijskega proračuna, da se tudi zadrugam kaj nameni za to, da bi se na tem področju bolje upremili in več napravili tako za našega kmeta in pa s to zeleno energijo več napravili tudi za našo družbo. Na drugi strani seveda pa je žalostno dejstvo to, da je v teh zadnjih letih propadlo veliko število lesnih obratov v slovenskem prostoru, veliko kvalitetnega slovenskega lesa gre preko meje. Seveda globalni trg je, nič ni omejeno, prodajamo lahko kamorkoli, vendar bi bilo pa prav, da se več lesa predela tukaj v Sloveniji, da bi s tem pridobili neko število kvalitetnih delovnih mest, tako da to bo danes ena pomembna tema. Problematika vinogradništva, pereča problematika povsod po Evropi in po svetu, tudi v Bruslu se mnogokrat pogovarjamo o problematiki vinarstva. Tisti, veliko vas je tukaj, ki imate tudi, ali ste tu, rekel, predstavniki zadružnih vinskih kleti, veliko vas je tudi, rekel, individualnih vinogradnikov in dobro vemo, kako težko se pridela kvalitetno grozdje in vino in srce te boli, ko vidiš, po kakšni ceni se to kvalitetno vino potem prodaja. Tako da na tem področju tudi je potrebno marsikaj postoriti. Kot zadružna zveza predlagamo večjo povezavo naših vinskih kleti in da bi potem lahko nekako bolj enotno nastopali na zunanjih trgih, kajti vemo, da promocija sploh v tujini je izjemno draga in za neko manjšo vinsko klet je vprašanje, če se splača prodirati na tuje trge. Mogoče nekaj tistih osnovnih podatkov, ki jih večina že pozna, mogoče pa za naše goste iz tujine. Zadruge v slovenskem prostoru
preko zadrug se obrne v inputu in inputu preko 80% vsega, torej odkupimo kmetijsko blago, prodajamo repromaterial našim kmetom, imamo okoli 360 trgovin kmetijskih, živilskih in tehničnih, tako da predstavljamo nek močan sistem tega našega podeželja. Zdaj, ko se veliko govori o skladnem regionalnem razvoju, veliko denarja država porabi za neke projekte. Gli smo zadnjič na kolegiju Zadružne zveze, sem rekel, dajte mi prosim potegnati skupaj, kaj se vse iz proračuna namenja za neke, pridem včasih kam na kako zadevo, pa vidim kak neke organizacije, ki prvi čujem, dobi 100.000 evrov, pa 200.000 evrov, pa tako naprej. Zdaj za zadruge, za te namene se je zelo malo namenjalo in bilo bi prav, da zadruge, ki dejansko leta in desetletja ali pa 100 let skrbimo za skladen regionalni razvoj, tudi dobimo kje kakšno pomoč, ker mi smo tisti, ki se nismo umikali z podeželja, mi nismo gradili velikih centrov v velikih mestih, ampak smo te vaške trgovine, če ravno niso zelo rentabilne, obnavljali, da ima podeželsko prebivalstvo možnost oskrbe in danes vidimo, da je tudi tako v Ameriki kot v Evropi postaje tudi trend, da se tudi večji poudarek daje torej temu bolj lokalnemu pristopu. Seveda, ko se pogovarjamo o tem, kaj smo pač v zadrugah v teh zadnjih letih postorili, moramo povedati, da kot Zadružna zveza aktivno delujemo v tej smeri, da bi se zadruge med seboj še bolj povezale. Mi smo zdaj na teh regijskih srečanjih dali v podpis pismo o nameri glede povezovanja. Velika večina zadrug ste to tudi podpisale. S tem je dana neka formalna osnova, da se lahko konkretno pogovarjamo o tem v okviru te skupine za poslovno sodelovanje na Zadružni zvezi, da tudi nekaj postorimo. Želeli bi torej v smislu, kot vidim to v Raiffeisenu, neka skupna blagovna znamka, torej da se ve, če ima trgovina ta in ta znak, pomeni zadružna trgovina, prodaja večinoma lokalno pridelano hrano, torej potrošnik mora vedeti, da tisto, kar tam kupi, je kvalitetno in lahko verjame. Torej, ob tem, ko zdaj vidimo, kaj se v svetu dogaja, ta afera s konjskim mesom, pa bio jajca v Nemčiji, pa tako naprej. Bil sem presenečen, ko si da v Nemčiji, ki imamo absolutno vedno, ko hočemo podariti kvaliteto, rečemo, to je pa nemško. In da se v Nemčiji to zgodi, sem bil res kar rahlo šokiran in mi moramo res v tem prostoru vzpostaviti zaupanje potrošnika. Hrana je tisto, kar je najpomembnejše, torej tisto, kar pojemo, to je tisto, kar pomeni zdravje, preživetje in seveda, če bo potrošnik zaupal v nas, ne bo problem, da bo prišel v trgovino in bo rekel, želim mleko od celjske mlekarne, želim, ne vem, vino iz Krške kleti in tako naprej, da ne bi zdaj vsega našteval. Torej, pomembno se mi zdi tudi poudariti to, da seveda veliko je tem, o katerih bo v teh dveh dneh še spregovorjeno, nekaj boste potem izpostavili, spoštovani zadružniki, tudi vi, kaj vas bo še bolj konkretno zanimalo. Naši gostje bodo prav gotovo znali odgovoriti na mnoga vprašanja. Aktualne teme so seveda še vedno Vlanske mlekarne, zdaj vidimo, kaj se dogaja z Fruktalom, obljube so bile velike povedane, zdaj vidimo, da tiste obljube, ki jih je takratni kupec dal, ne držijo, ampak to je normalno. Tisti, ki pride k nam, da toliko milijonov na mizo, kupi podjetje, seveda bo deloval v svojem preko kapitalskem interesu. Kako bi bilo drugače? Če smo lastniki, odločamo mi, če nismo lastniki, odločajo drugi. To je popolnoma normalno gospodarsko obnašanje, je pa seveda velika škoda za en del slovenskega gospodarstva. Jaz se bojim, ampak ne bi želel, da se tako zgodi na primeru mleka, ker imamo zadeve sicer trenutno pokrite, je pa lahko zelo hitro tako, da bo nekdo iskal poceni mleko od nekod drugod, če mi ne bomo lastniki, seveda zadeva še ni zaključena, želimo, da bi bilo tako, kot mi želimo. Kar se tiče aktualnih potez, moramo omeniti tudi to, da smo zadružniki preko naše deželne banke nekako se aktivno vključili tudi v reševanje problematike semenarne. To je podjetje, ki ni poznano samo v Sloveniji, tudi širše po Balkanu. Tuji lastniki so ga zadnja leta popolnoma izčrpali, mi ga poskušamo zdaj reševati. Trdim, da je edino zadružni sektor sposoben rešiti semenarno in s tem tudi potencial, genetski potencial, torej teh slovenskih sort. Vendar pa je mnogo ovir, ni zdaj čas, da bi vse to našteval. Jaz upam, da bo tudi tisti v tej državi, ki lahko na kaj vplivajo, tudi nekako podprli te aktivnosti naših zadrug. Pomembno se mi zdi, da smo v lanskem letu v ta naš zadružni krog vključili tudi časopisno podjetje Kmečki glas. Izjemno pomembna zadeva se mi zdi, ko govorimo o promocije, ni vseeno, ali je v nekem medijskem podjetju lastnik domač ali tuj lastnik.
To je pomembna zadeva in seveda se mi zdi, da nekako ta krog zadruge, živilska industrija, banka, časopisno podjetje in tako naprej, da ta krog širimo, zaokrožujemo in da nas to še bolj povezuje. Naslov danes tukaj, Povezani za prihodnost, je seveda naslov, ki seveda dosti pove, dosti pomeni. Jaz sem prepričan tudi danes, ko sem vas tukaj pač zjutraj vsakega posebej, lahko rečem pozdravo, sem nekako vedno bolj, imam tisti občutek, zelo smo si blizu, zelo smo si domači, poznamo se med seboj, praktično nimamo nerazčiščenih zadev med seboj, povemo si, kar si imamo za povedati in mislim, da je v tej državi, lahko trdim, da je zadružni sistem eden najbolj zdravih delov slovenskega gospodarstva danes. Smo lastniki tukaj, težko pride tuj kapital, katero naša zadruga kamorkoli. Mislim, da se bo težko zgodilo, sploh se ne predstavljam. Podjetja, ki jih mi nekako imamo v upravi, dobro delujejo, res pa je, da mi nismo tisti, ki bi na vrat na nos nekako šli za nekimi radikalnimi spremembami, spreminjamo stvari počasi in to mislim, da je prav. Tisto, kar je dobro, pustimo, tisto, kar je slabo, poskušamo spreminjati. In tako mislim, da je prav. Seveda, dosti krat smo nekako pred dilemo, ko nas poskuša nekdo z vrhovne politike nekako malo, ne bom rekel šikanira, ampak malo usmerjati, morate to pa to pa to. Jaz rečem, gledajte, če so naši kmetje znali 100 let voditi zadružništvo, pa če ima neka zadruga 100 let tradicije, si težko predstavljam, da bi neka katerakoli aktualna politika lahko prisiljevala, moraš to, pa ne smeš tega. Tako da tudi jaz včasih, morate vedeti, ko kako stvar predlagam, pa ne gre takoj skozi, sem včasih malo slabe volje. Potem pa rečem, glej, vedno je bolj zadevo prespati, premisliti in potem, ko pride tista odločitev izmed članov zadrug ven, potem je tisto ta pravo. Nikoli ne moreš nekaj na silo. Tako da v tej smeri bomo tudi naprej delovali. Ta 2 dneva bo sigurno zelo koristno, da se bomo družili. Veliko zanimivega bo tukaj slišati, veliko bo zanimivega povedano, tako da jaz se veselim, torej, da bomo ta 2 dneva preživeli skupaj in seveda želim veliko lepih trenutkov tukaj. Hvala lepa.